Sam svoj šef sem, ta je moja pesem. Sebe bi opisal kot umetnika, kot glasbenika, reperja, hip-hoperja, poeta. Prihajam iz zelo glasbene družine, po mamini strani so bučeri zelo vključeni v glasbi. Praktično so vsi zelo povezani z glasbo. Tako da sem že od malega bil zraven glasbe, blizu mi je bila glasba, pa tudi po očetovi strani sem spoznal po nekatere zvrsti, kot so punk, rock, heavy metal. Tako da nekako sem dobil široko sliko, širok pojem v glasbi, in potem pri rosnih 9-10 letih sem tudi sam probal se najti v temu. Osnovno šolo sem obiskoval v Izoli, Vojka Šmuc. Kasneje sem se pa odločil za elektrotehnik, elektronik smer na Pomorski šoli v Portorožu. No, to sem pa bil primoran iti delati, ker sem tudi samostojno živel in se v bistvu prepustil bolj glasbi kot nadaljnji izobrazbi v tej smeri. V bistvu v moji karieri me je posebno zaznamovalo to, da sem pri 11 letih prvič stopil na oder. Takrat je tisti film prišel ven, 8 Mile od Eminema. Evforija je bila okoli tega filma, okoli freestylanja, se pravi improvizacije v rimah in nekako tekmovanja en proti drugemu. Tako da mislim, da me je ta film realno zelo zaznamoval, ker sem od takrat naprej se odločil, da bom tudi sam pisal tekste, da bom tudi sam nastopal. Tako da to bi vzel kot eno veliko prelomnico v mojem življenju, ker sem se res takrat odločil, da mi je to všeč, da bi rad sledil v tej poti. Inspiracijo za ustvarjanje najdem v bistvu v vsakdanjem življenju, kot po mojem večina hip-hoperjev, reperjev. Se pravi, pišem o tem, kar se mi dogaja, to, kar živim, opisujem okolico, ki me obdaja, nekako družbo, v kateri sem, tako vsa moja besedila izhajajo iz realnega življenja. Tudi če je kaj fikcija, tudi če je kaj mogoče izkušnja kakega kolega, kakega znanca, nekako to vseeno zapakiram tako, da je to avtohtono, da se čuti, da je moje. Da lahko v bistvu upravljam svoje delo, da se lahko bavim s hip-hopom, z rapom, sem mogel pol kasneje naučiti tudi vrsto drugih nekih, nemo reči, panog tega show biznisa, kot je na primer tudi sama videoprodukcija, sedaj zelo pomembna v tem modernem času. Tudi samo bukiranje, se pravi organizacija koncertov, nastopov, samo to rihtanje nastopov in raznih sponzorjev so vse neke te stvari, ki v bistvu spadajo že pod druge poklice, ki se načeloma nek glasbenik ne rabi z njimi ukvarjati, ampak s slovenskim hip-hopom je tako, da je dokaj vse samoiniciativno, tako vse bolj po ne podprto iz strani založb. Mislim, da je vsak, ki hoče to dvigniti na nek nivo, primoran se lotiti tudi sam marsičesa, kar mogoče ni njegovo prvotno delo. Pri mojem delu mi je najbolj všeč v bistvu to zabavanje ljudi, po mojem, te nastopi, te koncerti, da ko vidim v bistvu na svoje oči, kaj moja umetnost povzroča, kaj naredi drugim ljudem, ko slišijo moje komade, ko jih pojejo v živo z mano, nekako ta stik s občinstvom mi je najbolj pomembno. Delo ni delo, če to delaš z guštom, in če imaš to rad. Tako da iskreno, skoraj cel moj prosti čas tudi posvečam nekako svoji karieri in glasbi. Uspeh je zame to, da v bistvu dosežeš te neke cilje, ki si jih zadal. Ko jih dosežeš, se moraš tudi zavedati, da si jih dosegel in ceniti to. Tako da uspeh je zame, da delam to, kar v bistvu rad delam. Neuspeh bi bil, da se ne bi mogel ukvarjati z muziko v življenju. V prihodnosti imam plan v bistvu izdati svoj 5. solo album, ki se bo klical Rojeni, da blestimo. In bolj ko ne izdati čim več videospotov, izdati čim več singlov. To so te nekako kratkoročni cilji, ki jih imam trenutno. Karijera je pač to, kar se odločiš, da te bo hranilo, da te bo preživljalo. Jaz sem za kariero izbral muziko, glasbo, hip-hop, rap, tako da vsak ima po mojem svoj vidik na to, kaj karijera je. Pri
kariernih odločitvah je po mojem najbolj pomembno, da poslušaš samega sebe, da ne upoštevaš mogoče drugih toliko, kot bi si mogoče nekateri želeli. Dosti ljudi je nekako prisiljenih v določene smeri ali pa imajo drugi pričakovanja do njih taka, da pol enostavno prilagajajo svoje karierne odločitve staršem ali pa komu drugemu. Naj se vsi mladi dobro vprašajo, kar jih veseli in tudi naj potem izfurajo to do konca, bi se reklo po domače, ne da nekaj na polovici odnehajo, ker to je tudi najbolj pomembno, da to, kar si zadamo, to tudi uresničimo. Drži mladost, preden pobegne ti, išči, najdi, v čemu ti poseben si. Naj te utrdi vsak tvoj nedosežen cilj, naj bo to karijera, ne pa le ventil.